Kako se počutite, ko dobite en takšen naziv raziskovalca? Ja, zanimiv občutek, ne. Pravzaprav sam nisem dobro se začel zavedati, kaj to pomeni. Potem sem o tem premišljeval, gre pa dejansko za to, da je to neki odziv ljudi, s katerimi smo do sedaj sodelovali in ki jim je to sodelovanje očitno na neki način koristilo ali pa pustilo neko pozitivno mnenje. In to se mi zdi taka svojevrstno priznanje, osebno priznanje teh ljudi. Teh 7 000 evrov, malo več, ki ste jih dobili, verjetno ne bo ostalo na računu. Imate že mogoče kakšne ideje, plane, kam jih boste vložili? Idej je toliko, da v bistvu kakršenkoli znesek bi bil predstavljen ali pa bi bil na voljo, bi se porabil. Kot sem prej omenil, bomo ta denar zdaj v tem trenutku namenili za razvoj enega hibridnega vozila. To je ena zelo preprosta zadeva, namenjena lokalnemu transportu. Kot raziskovalec ste bili zraven pri različnih raziskovalnih nalogah in pa izdelkih. Kateri je tisti, ki vam je v vsem tem času najbolj prirastel k srcu? No, kot sem prej omenil, nekako najbolj se spomnim, ali pa recimo tisti, ki smo ostali najbolj v spominu, so vsi povezani z medicino, pa z nekim dogodkom v operacijski dvorani, kjer sem pač hotel videti ali pa poskušal videti učinek tega izdelka. Ne bi pa mogel izpostaviti enega izdelka, ki bi bil prav posebej, ki bi rekel, zdaj sem pa na njega pa prav posebej ponosen. Lahko recimo izpostavim eno napravo, ki sva jo razvila skupaj s kolegom strojnikom iz nevrokirurškega oddelka v Mariboru. Gre za eno napravo za posege dejansko v globokih možganih, v jedru samem, za odpravljanje posledic Parkinsonove bolezni.